stečajna zakonodaja v redu, precejšnje težave so še vedno z sodnimi zaostanki, z dostopnostjo pravice, vsi ti alternativne oblike reševanja sodnih sporov bodo pomagale, ampak sicer, kje vidite rešitev, je tukaj treba res samo spremeniti način dela sodnikov, tudi s tem poskusnim mandatom, kje je rešitev, da se bodo te sodni zaostanki zmanjšali in to na hitro, da bodo ljudje dobili občutek, da živijo v pravni državi. Zagotovo se začne recimo z izobraževalnim sistemom. Vsi vemo, ki smo študirali pravo, da je pogosto preveč teorije in da tista faza, ko pride neki diplomirani pravnik do tistega faze, da lahko potem to znanje v praksi uporablja, rabiš iti skozi faze in potem komaj, ko priješ recimo v službo, se naučiš tega praktičnega dela. Se pravi, če bi že tekom študija ti dobil tisto praktično razmišljanje, tisto praktično delo, bi tudi hitreje potem, ko prideš, ko se zaposliš, verjetno to znanje tudi vedel v praksi uporabljati. In bi potem tudi kasneje lahko bolj efektivno to delali. To je recimo korak. Potem alternativno reševanje sporov, vemo, da določeni spori recimo niti ne dopuščajo alternativnega reševanja sporov, oziroma da to vsi tisti, ki pridejo v neke spore, premalo uporabljajo, pogosto krat tudi ne vedo za te postopke, kako bi se jih dalo uporabiti. Zagotovo pa je seveda potrebno, da se pregledajo vsi ti spisi, da se mogoče tudi same te sodniške pripravnike, ki je bolj vključi v to delo na sodišču. Vemo, da je na sodiščih veliko tega volontarskega pripravništva in mogoče bi tudi na njih, če bi seveda skozi izobraževalni sistem dali več prakse, potem tudi večjo efektivo in od njih imeli posel na sodišču in bi lahko tudi oni potem bili večja pomoč recimo sodnikov pri koncu, da se potem te sodne zaostanki čim prej rešijo. Omenili ste boljše pogoje dela za policiste, preiskovalce, kje pa vidite tukaj tožilstvo? Je to vse z roko v roki? Ja, mislim, da je zdaj premalo tega sočasnega dela že od začetka postopka, ker policisti nekaj začnejo delati in se tožilstvo vključi v neki kasnejši fazi. Zdaj vsi vemo, da kot preiskuješ neka kazniva dejanja, je potrebno, da so policija in tožilstvo skupaj že od vsega začetka, ker tudi dokazi zelo hitro vejo izginiti oziroma se izbrišejo in če želimo, da bo postopek res čim prej pripeljan do konca oziroma da bodo tisti, ki so dejansko krivi, tudi obsojeni, da to dvoje že od vsega začetka deluje z roko v roki. Oba dva, ko sem poslušala, sem dobila občutek, da ste povsod šli tako v neke spremembe, ki bodo dolgoročno prinesle tudi neke rezultate. Se pravi, na področju izobraževanja, kako pripraviti izobraziti sodnike, kako delati z otroci, da ne bo medvrstniškega nasilja, da bodo zaznavali nasilje v družini. Očitno je izobraževanje za vašo stranko pomembno. Seveda, izobraževanje je temelj vsake družbe, ne glede na to, na katero področje se nanaša, bodisi da je to res policijsko delo, bodisi da je to delo pravnikov. Ker tekom izobraževanja dobiš ne samo tisto strokovno znanje, ampak moraš dobiti tudi praktično znanje. Da ko priješ potem kot šolan z neko diplomo na trg, bodisi da delaš v javnem sektorju ali zasebnem, imaš tisto praktično znanje, ki ga veš uporabljati, ne da pa potem še po 3-4 leta minejo, da se sploh tisto znanje, ki se ga pridobi iz knjig, veš uporabljati znotraj samega sistema, kjer se zaposliš. Tudi ta družbena